Pistacijin rogljiček, pica s pistacijo, Pistacijeva torta, salame, makroni, sladoled, čokolada dubajska. Pistacija je preplavila svet, opažajo dekleta, navdušenje tudi njih ni obšlo. Na TikToku je ful tega, pa na YouTubu je tudi, pa tako se tudi v restauracijah pa se ščarnah pojavlja. Pa tudi tako v šoli govorijo. Ne, pač ne vem, ste videli dubajska čokolada pa to. Jaz sem v bistvu probala dubajsko čokolado in v bistvu ni tako dobra bila. Modne muhe v prehrani niso nič novega. Dejstvo pa je, da družbena omrežja takšne modne smernice še ukrepijo. Nekatere oblikovalske, oblačilne in prehranske izbire tako postanejo priljubljene še hitreje in v širšem krogu ljudi. Vsi to delajo, pa pol vsi to probajo, pa pol, če ti ne boš, je pol čuden, če ti ne boš. Že res, da je pistacija na videz zanimiva in zdrava, a prav je, da razmislimo tudi o tem, kaj pomeni za okolje velika priljubljenost oreščka, ki ne raste v Sloveniji. Pridelava 1 kilograma pistacije za seboj potegne za 1 kilogram izpustov toplogrednih plinov, kar je toliko, kot jih povzroči 8 kilometrov vožnje z avtomobilom. A to niti ni tako zelo grozno. Kakao, na primer, ima mnogo, kar 20krat večji ogljični odtis. Večja težava je voda. 90% pistacije namreč pridelajo v Kaliforniji, Turčiji in Iranu, to je na sušnih območjih. In čeprav je pistacija vajena suše, se za velike tržne nasade porabi ogromno količino vode. Če recimo pogledamo, rabimo za kilogram pistacije v povprečju 3500 litrov vode. To je kot povprečna poraba Slovenca v enem mesecu. Se pravi, vidite, da je to kar velika poraba. Še hujše pa je, kakšen dejanski vpliv na pomanjkanje vode, na sušne razmere. Tam vidimo, da pa je recimo pistacija ena izmed najbolj teh, recimo skupaj z mandlji, najbolj žejnih oziroma rastlin, ki lahko vpliva na sušne razmere. Nič ni narobe, če se posladkamo s čim, kar nam predlagajo algoritmi na družbenih omrežjih. Super pa je, če smo do tega tudi vsaj malo kritični.